Spoštovane in spoštovani, dragi častni gostje, s himno, ki jo je zapela dramsko-pevska skupina Zarja in ponosom vas pozdravljamo na nacionalnem odprtju tedna vseživljenjskega učenja, ki ga letos gosti Ljudska univerza Ajdovščina. Ja, učenje ni, kot sem si tudi sama kot otrok velikokrat zmotno predstavljala, stvar trenutka, temveč proces, ki ga lahko slikovito primerjamo s sajenjem drevesa, njegovo rastjo in spremljanjem skozi vse letne čase. Zagotovo pa so najbolj radovedne, iskrive, zvedave, novih znanj iščoče mlade oči, o kakršnih sta skozi instrumental pripovedovala dijakinja srednje šole Veno Pilon Ajdovščina Anika Tratnik na violi in učenec osnovne šole Šturje Izak Sorta na klavirju. Seme znanja pa je skupaj z mamico zasadil 6-letni Vane iz ajdovskega vrtca enote Ribnik in, kot sam pravi, najboljše skupine na svetu, žirafe. S kom pa ste vi zasadili svoje seme znanja? Prepričana sem, da ima zanimivo zgodbo o tem tudi naš župan občine Ajdovščina, gospod Tadej Beočanin, za katerega smo zares iskreno veseli, da je z nami in ga v tem trenutku tudi vabim k pozdravni besedi. Izvolite. Spoštovani kolega župan, spoštovana direktorica Andragoškega centra Slovenije, doktorica Nataša Potočnik, spoštovana gospa Branka Hrazde-Beljak z direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, spoštovana direktorica Eva Mermolja in pa seveda vse sodelavke in sodelavci Ljudske univerze Ajdovščina, cenjeni gostje, slavnostni govorec, nagrajenci. Dobrodošli v Ajdovščini, mestu burje, mnogoterih sončnih dni, danes sicer bolj izjema kot pravilo in tisočerih priložnosti. Mesec maj ima v občini Ajdovščina posebno mesto, saj prav v maju slavimo svoj občinski praznik. Ta nam je prejšnji teden s slovesnostjo dal zagon za nadaljnje snovanje skupnosti, temelječe na povezovanju, solidarnosti, znanju in napredku. Praznični maj navdihuje s pogledom na današnjo vse bolj napredno občino, ki iz dneva v dan, iz leta v leto raste, se razvija in nadgrajuje svoje znanje, izkušnje in sloves. Občina Ajdovščina, temelječa na gospodarskem razmahu, okovana z izjemno kondicijo na vseh področjih delovanja, je prepoznana kot odzivna, pripravljena na spremembe, inovativna, mora biti na trenutke celo drzna. In prav ta prepoznavnost in pripravljenost na nova znanja, četudi še neznana, nam dajeta zagon za snovanje prepoznavne, na znanju temelječe skupnosti. Zgledna in napredna pa je tudi Ljudska univerza Ajdovščina, ki danes gosti pomemben dogodek, to nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja. Pozdravljam vse dogodke in aktivnosti, ki bodo temu sledile. Prepričan sem, da bodo v skupnost unesle vrednote znanja, povezovanja in medsebojne solidarnosti. Vloga ljudskih univerz v družbi je neprecenljiva. Ustvarjate priložnosti, da občani z novimi znanji povečujejo zaupanje vase, razvijajo ustvarjalnost, podjetnost, spretnosti in kvalifikacije ter tako krepijo socialne vezi v skupnosti. Menim, da nam v občini Ajdovščina to lepo uspeva. Ponosen sem, da Ljudska univerza Ajdovščina deluje na izjemno visokem nivoju, da se svojimi programi približuje potrebam tako posameznikov, gospodarstva, kot tudi izobraževanja. Prepričan sem, da bo vloga ljudskih univerz tudi v prihodnje pomembno izobraževalno gibalo družbe, ki bo posameznikom kovalo priložnosti za enakopravno vključevanje v družbo in dvig kakovosti življenja slehernemu med nami. Ne gre spregledati niti drugih priložnosti v naši občini, namenjenih aktivnemu in ustvarjalnemu udejstvovanju in izobraževanju odraslih. Pa bodisi so to podeželska društva, ki skrbijo za ohranjanje dediščine in za družabno življenje sokrajanov,
Bodisi so to študijske skupine v različnih ustanovah, ki se ukvarjajo z vsakovrstnim ljubiteljskim raziskovanjem, ali pa dogodki, prireditve, srečanja z družabno, kulturno ali pa zgolj pogovorno noto. Prepričan sem, da se bo vloga vseživljenjskega učenja samo še krepila, prav v vseh življenjskih obdobjih. Zlasti zaradi potrebe po nenehnem učenju in pridobivanju novih znanj, za zmanjševanje razlik in utiranje novih priložnosti vsem, ki so željni znanja, napredka in aktivnega vključevanja v skupnost. Kot skupnost si z gotovostjo želimo biti temelječi na znanju, saj je prav to gonilo razvoja, ali tega ne dosežemo, če ne delujemo kot enovita, povezana celota. Zato večkrat rad rečem, skupnost je kot sestavljanka, vsak posameznik je svoj del, ali ko so vsi zloženi, postanejo celota. Vsem udeležencem aktivnosti ob tednih vseživljenjskega učenja želim prijeten, učeč dan v Ajdovščini. Ob tej priložnosti izrekam še iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj, ki so svojim učenjem in dosežki v različnih življenjskih obdobjih navdahnili druge. Naj bo na znanju temelječa skupnost naše vodilo tudi v prihodnje. Dobrodošli v Ajdovščini. Najlepša hvala županu, zares počaščeni pa smo, da je danes med nami tudi magistrica Branka Hrast-Debeljak, VD generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, ki jo vljudno vabim na oder in ji predajam besedo. Izvolite. Cenjeni gostje, spoštovana direktorica Eva Mermorja, direktorica doktorica Nataša Potočnik, gospod župan Tadej Beočanin, drugi učeči se, prireditelji, organizatorji in koordinatorji ter vsi obiskovalci nacionalnega odprtja tednov vseživljenjskega učenja 2023. Radosti me, da Slovenija z odprtimi rokami ponovno pričakuje začetek 28 tednov vseživljenjskega učenja, ki bodo širom države vsem generacijam omogočali dostop do znanj, informacij, veščin in spretnosti. Vseživljenjsko učenje kot vrednota utrjuje pomen univerzalnega in enakopravnega dostopa do izobrazbe, ki presega starostne in generacijske meje. Kot način življenja vsem prebivalcem predstavlja možnost za osebnostno, poklicno in duševno rast. Kot smernica pa družbo spominja, da je za njeno uspešnost in blaginjo vseživljenjski proces učenja ključen. Bistveno je, da se vsi skupaj zavedamo njegovega družbenega in individualnega pomena ter ga tako v obliki vrline ponotranjimo. Zato sem počaščena, da lahko z vami sodelujem na otvoritvi 28 tednov vseživljenjskega učenja in tako znanjem 5-tedensko pot, ki bo marsikoga osvetlila in izpopolnila. Mreža dogodkov po vsej Sloveniji bo prispevala k nadaljevanju porasta udeležbe vseh generacij, še posebej pa odraslih v dejavnostih vseživljenjskega učenja. Ponosna sem, da ima Slovenija kot edinstvena v Evropi pravno podlago za tedne vseživljenjskega učenja in povezane promocijske dejavnosti. Zavezanost s festivalom učenja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se izkazuje tudi v neprekinjenem sofinanciranju koordinacije tednov vseživljenjskega učenja in organizacije parade učenja, dnevov učeče se skupnosti, ki bo letos zaživelo na 19 prizoriščih. Izpeljava tednov vseživljenjskega učenja pa ne bi bila izvedljiva brez kakovostnih in družbeno odgovornih organizatorjev, učiteljev, strokovnjakov, podpornikov, pomočnikov in vseh ostalih z vseh društev, ustanov, nevladnih organizacij in interesnih skupin, ki s srcem delate na tej kampanji, ki Sloveniji širi dostop in ozaveščanje o izobraževanju. Vsi vi ste skupaj z vedoželjnimi posamezniki nepogrešljiv del kolesa, ki je gonilo družbenega razvoja.
Že vnaprej iskreno čestitam vsem petim učečim se za vaš trud in uspešnost pri pridobivanju novega znanja in veščin. Na tem mestu lahko pohvalim delovanje Ljudske univerze Ajdovščine, ki je odličen primer učeče se skupnosti, ki uspešno uveljavlja vseživljenjsko učenje med občani. Sodelovanje z občino Ajdovščino in gospodarskimi ter drugimi subjekti iz Zgornje Vipavske doline ustvarja celosten pristop k zagotavljanju dostopa do izobraževanja in učenja, ki je zaradi širokega nabora deležnikov vključujoč in vsesplošno koristen. Zavedam se, da je takih vzornih primerov po Sloveniji veliko, vendar imamo, ne glede na to, danes vsi priložnost, da se preko izmenjave informacij in izkušenj tudi sami veliko naučimo in izpopolnimo metode prenosa znanj in spretnosti. Spretnosti so v današnji hitro spreminjajoči, dinamični in globalizirani družbi še posebej pomembne. Izpopolnjevanje in prekvalificiranje veščin je zato poglavitno za ohranjanje konkurenčnosti ter zagotavljanje zelenega in digitalnega prehoda v skupnosti, pa tudi za uresničevanje osebnih interesov in ciljev vsakega posameznika. Tedni vseživljenjskega učenja tako predstavljajo velik doprinos Slovenije k evropskemu letu spretnosti, s katerimi časovno in tematsko sovpadajo. Za konec pa lahko z navdušenjem napovem, da bomo s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev tedne vseživljenjskega učenja naslednje leto nadgradili in njegovo tradicijo nadaljevali v obliki izpeljave čez celotno leto. Spoštovani, poučujmo, učimo se in ustvarjajmo učečo se Slovenijo. Najlepša hvala tudi magistrici Hrast Debeljak. Ja, saj veste, kako pravijo, nikoli ni prepozno za učenje. No, v vrtnarijah in sodobna znanost pa pravi, da je smiselno začeti dovolj zgodaj, pravočasno in da res ni vredno čakati na maj. Zaploskajmo izjemnim pevcem Škofijske gimnazije Vipava, Blaški, Fridi, Luciji in Vidu. Zakaj čakala bi na maj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj? Saj linčka so rožnati cveti, v oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Pa-pa-ra-ra-ra-ra, param-pam-pa-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra, ah, param.
ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj. Saj lička so rožnati cveti, v oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj marti zeleni trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Zakaj čakala bi na maj? Hvala Blaški, Fridi, Luciji in Vidu. Mi pa zdaj še z enim velikim aplavzom na oder pospremimo direktorico Andragoškega centra Slovenija, doktorico Natašo Potočnik. Spoštovana gospa direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, magistra Branka Hrazde-Beljak, spoštovani gospod župan Tadej Beočanin, spoštovana vodja sektorja za izobraževanje odraslih, gospa Taja Dolgan, spoštovana direktorica Ljudske univerze Ajdovščina, gospa Eva Mermolja, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci otvoritvene slovesnosti TVU, ga bomo kar tako imenovali po domače, prisrčen in topel pozdrav. Ta res čudovita pesem naj bo naša današnja iztočnica. Kar nekaj slovenskih popevk je posvečenih čakanju. Nekateri že precej dolgo čakajo na postaji 30 let, drugi čakajo na pomlad, eni na poletje, tretji čaka, da nekdo končno pride pon, ali čaka še nekoga, ki ga še ne pozna, vendar dobro ve, da je tam nekje, ki ga čaka vsa ta leta že v upanju, da ga srce prepozna. Še ena Primorka, ne ravno Krašovka iz Koštabone, se spomnite, ti si moja ljubezen. Tudi naša srca so prepoznala pomen stalnega učenja in izobraževanja za življenje. Življenja lastna in življenja drugih. Vemo, da tako prepričani, zagnani in strokovni lahko sejemo zavest o pomenu učenja in pomagamo ljudem izboljšati kvaliteto življenja in s tem poskrbeti za v vseh pogledih zdravo družbo. Mi torej ničesar ne čakamo, temveč jemljemo stvari v svoje roke. Vsi mi skupaj. Danes smo tu predstavniki tistih, ki nam je mar. Mar za prihodnost Slovenije, prihodnost naših državljanov, ki jih številne in raznovrstne zahteve vsakdanika spodbujajo, če že ne silijo, v sprejemanje novih tehnologij, novega načina življenja, ki vzbujajo strah pred prihodnostjo, ohranitvijo ne le delovnih mest, temveč tudi poklicev. Kaj bom delal, če mojega profila zaradi vse bolj zmogljive umetne inteligence sploh ne bodo več potrebovali? Ali kaj bo glede na trenutne in napovedane podnebne spremembe z našimi otroki? Bodo sploh lahko še bivali zunaj, dihali svež zrak, delali zemljo? Vse to so bolj ali manj upravičeni strahovi, zaradi katerih lahko ljudje utrpnemo, se vrtimo v krogu strahu, skrbi in občutkov nemoči. A obstaja luč na koncu tunela, pravzaprav niti ni treba zapeljati v temo. Luč je znanje, so spretnosti, so kompetence. Samo bolj izobraženi in opolnomočeni na področju temeljnih zmožnosti in drugih življenjskih spretnosti se bomo znali spopasti z izzivi prihodnosti.
Vsi, ki delujemo na področju izobraževanja odraslih, smo pred izzivom, kako učenje in izobraževanje približati vsem skupinam odraslih. Sicer bi se nam lahko smejalo ob izmerjeni stopnji udeležbe, ki je v preteklem letu znašala 18,9 in letos 21,6%, torej smo enega izmed krovnih kazalnikov resolucije nacionalnega programa izobraževanja odraslih že presegli. Vendar je potrebno pogledati v drobovje teh rezultatov. In ugotovimo, da se stopnja vključenosti v izobraževanje odraslih res povečuje, vendar zgolj v skupini višje izobraženih. To je seveda odlično zanje, smo veseli in res se kaže, da so se tudi vrednote, zlasti višje izobraženih med epidemijo spremenile. Zelo visoko na lestvici vrednot na 4. mestu je učenje in razvijanje veščin, ki je leta 2018 sploh ni bilo med 10 najpomembnejšimi vrednotami. Če se je stopnja udeležbe najbolj povečala v skupini z višjo izobrazbo, se na žalost povečujejo razlike med posameznimi skupinami odraslih, torej tistih z nižjo. Zmanjšuje se pravičnost. Torej je naša naloga iskati poti do vseh skupin odraslih in približati radovednost in odprtost za učenje in jim predvsem pokazati, kako jim vključenost v vseživljenjsko učenje izboljša kvaliteto življenja. V TVU-ju ponujamo 8000 takih poti, 8000 dogodkov, ki jih ponuja 1700 prirediteljev. Na ACS s ponosom gledamo na svojega otroka. Na TVU kot na odlično, sprejeto, rastočo in strani drugih evropskih držav ljubosumno spremljano kampanjo, ki želi pritegniti k vseživljenjskemu učenju čim več odraslih. Iz srca smo hvaležni vsem, ki omogočate, da lahko že 28 let uspešno vodimo to kampanjo. Iskrena hvala vsem prirediteljem, koordinatorjem, izvajalcem parad učenja. Hvala Ministrstvu za vzgojno izobraževanje za finančno podporo. Hvala tudi županu, gospodu Beočaninu, da je prepoznal pomen tedna vseživljenjskega učenja, ljudsko univerzo Ajdovščina, nasploh kraj Ajdovščina kot zgled učeče se skupnosti in s tem nosilko odprtja kampanje. Prisrčna hvala pa tudi tebi, draga direktorica Eva Mermolja, za načrtovanje in izvedbo odprtja tega vsakoletnega slavnostnega dogodka, ki se ga vsi veselimo. Iskrene čestitke pa gredo seveda vsem nagrajencem, ki so s svojimi zgodbami navdih za vse nas in za vse bodoče učeče se. Torej, ne čakajmo na maj, ne čakajmo na jutri, pričnimo z učenjem danes, kajti jutri si bomo želeli, da bi pričeli že včeraj. Najlepša hvala tudi doktorici Potočnik. Glede na njegove dosežke v športu, nisem prepričana, da me ne bo naš naslednji gost, navdihujoči govorec, kot ste ga lahko lepo naslovili, prehitel s kakšnim skokom na oder, še preden ga bom uspela napovedati tako, kot si zasluži. Njegova mladost je bila precej razgibana, polna vzponov in padcev, torej vsega tega, kar nujno potrebujemo, če želimo pridobiti kondicijo za življenje. V zlati dobi nogometnega kluba Primorje se je zaposlil kot poklicni nogometaš, kasneje pa opravil maturo in diplomiral na fakulteti za šport. Njegovo življenje pa se je izpopolnilo, kot sam lepo pravi, ob njegovi ženi Kristini in 2 hčerkah. Po socialno-pedagoški dokvalifikaciji zdaj že 15. leto dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami v vzgojnem zavodu Planina. Vsemu navkljub šport ostaja pomemben del njegovega življenja. Aktiven ostaja kot nogometni trener, pred 5-6 dnevi pa je več kot očitno uspešno pretekel že svoj 19. gorski ultramaraton, to pomeni 170 kilometrov, in ne samo, da ga je pretekel, osvojil je 2. mesto. Z enim bučnim aplavzom tako za ta uspeh, kot tudi za njegovo pot na oder pospremimo gospoda Andija Mamiča.
Lepo pozdravljeni v moji zeleni, prečudoviti Ajdovščini. Jaz sem moj govor pozabil, se hecam. V čast mi je, res mi je veliko čast, da sem bil povabljen za slavnostni govor. Očitno so ti dosežki botrovali, največ dosežki v ultrateku. In prejšnji teden sem užgal štopec, nas tudi zdaj bom. Točno en teden nazaj, v petek sem užgal štopreco tukaj na Ajdovskem trgu in se podal na to preizkušnjo 170 km dolgo, 7000 višine. Za predstavo to je kot tukaj do Celja, pa še recimo 7000, kar bi moral na ta oder in nazaj dol, kar je še težje. In ljudje me sprašujejo, kaj se dogaja na teh preizkušnjah. In so vzponi in padci kot v življenju podobno. So dobre in slabe faze, so obdobja sreče, užitka, so obdobja euforije, so obdobja apatije na drugi strani, so obdobja bolečine, trpljenja tudi. In v teh slabih fazah, da rečem, si je potrebno postaviti kratkoročne cilje, da ne obupaš. Potrebno si je kdaj postaviti za cilj iti mogoče sam do naslednjega drevesa, do naslednjega križišča ali skale, govorimo o par 10 metrih, da se potem in telo pripravita na nadaljevanje poti k končnemu cilju. Ampak dobro pri mojem športu je, da vzdržljivost upada bolj počasi s starostjo kot ostale motorične sposobnosti. In s treningom se da ne samo to sposobnost vzdrževati, kdaj tudi malo nadgrajevati. In podobno je z možgani, zelo podobno. Vrhunec je nekje pri 35 letih in pol se da s treningom precej te živčne oziroma nevronske povezave vzdrževati, povečati število celo. Zato pa je pogoj učenje. Jaz mislim, da sem jasno povedal, kaj sem mislil. Tako da vsem skupaj želim obilo uspeha pri vašem delu na osebnem in družbenem področju in dosti energije pri premagovanju osebnih izzivov. Naj bo govor gospoda Mamiča torej navdih, simbolika izjemne plesalke Aje Franca pa opomin, da še tako dobro seme ali sadika za rast in razvoj vedno potrebujeta tudi dobro zemljo, vodo in sonce. Podobno kot naše misli, ki potrebujejo prave pogoje, da bi se razvijale in zrastle v izvirne ideje. Dragi gostje in gosti, naslednji posamezniki in družbe so dokaz, da če vse štima, drevo obradi sadove.
Začenjamo torej z uradno predstavitvijo dobitnikov priznanj in častno podelitvijo zglednih učečih iz Zgornje Vipavske doline. No, sem Vera Kodrič, prihajam iz Budajn, sem že v penziji 25 let in še zmeraj aktivno sodelujem z Ljudsko univerzo in bo drugo leto že 50 let. Začela sem s poučevanjem stenografije na večerni administrativni šoli in čez 2 leti se je pokazala potreba še po učenju 10-prstna slepa tipkanja in smo pričeli učiti na pisalnih strojih, no zadnjih 25 let pa na računalnikih. Ko sem se upokojila, pa sem bila povabljena v poletno dohodkovno šolo. Povabila me je profesor dr. Kranjčeva in že naslednji dan sem ugotovila, da je to nekaj zame. Ko srečam človeka, ki je človek z veliko začetnico, je to srečen dan za mene. In ko sem Vero srečala, sem imela ta občutek. To je pravi človek, ki ima rad ljudi, to je rojen učitelj. Ona je rojena učiteljica, zakaj? Ker moraš, če hočeš na nekoga vplivati ali nekaj svojih misli prenesti na drugega, moraš ga najprej imeti rad, ga sprejeti. No, ko sem se upokojila, mi je spet ostalo dosti časa, nisem imela še vnukov in sva z možem uredila sadovnjak, veliko budanjskih marelic in marelic je bilo preveč. In sem kupila sušilni stroj, sem začela sušiti sadje. Potem so me prosili po krajevnih skupnostih in leta 2014 so me prosili na Ljudski univerzi, da bi imela študijski krožek. Potem smo imeli 2 leti študijski krožek tako po vseh. Leta 2016 pa je občina uredila učni center na Brjah, tam imamo pa lepe prostore za predavalnico, za teoretični prikaz, mislim. Na video pa računalniku se pokaže, kako se pripravlja sadje, kako se ga suši, koliko časa in kako se ga shrani. Potem imamo pa še spodaj sušilnico, lupilnico in te delavnice so zelo obiskane in kandidati so zelo veseli. Svoje delo je Vera ves čas opravljala strokovno, predano, znala je prisluhniti udeležencem, jih motivirati. Skratka, Vera je sodelavka, kakršno si lahko le želimo. Kaj meni pomeni izobraževanje, lahko bi rekla zelo veliko. In stalno sem kot en knjižni mol, imam doma knjižnico, iščem, zbiram in tako si kaj zapisujem. Včasih pripravim tudi kakšen prispevek za glasila. Ona je tudi zelo pomemben influencer ali človek, ki vpliva na druge v družbenih dejavnostih v ajdovski občini in drugje. Te lastnosti so združenje v njej in so stalnica njenega značaja, njene osebnosti in mislim, da gre ta nagrada v prave roke. Sem Petar Ferjančič, sem 6. generacija na naši kmetiji. Ukvarjamo se z vinogradništvom, vinarstvom in naša cela družina živi pač od naših pridelkov. Jaz sem prevzel to, ko sem bil to kmetijo, ko sem bil star dobrih 20 let, sam tiskrat sem bil zaposlen pri gradbenem podjetju Primorje in tudi tisti trenutek nisem videl se tukaj v kmetijstvu, vinogradništvu, sem pa itek bil zmalgal v tem in vino je bilo pri hiši in trte tudi in pol pač se v enem trenutku skupaj z ženo odločil, da bo naša pot nadaljevala v vinogradništvu in vinarstvu. No in pol tudi, nažalost, je ta moja služba propadla, Primorje je šlo v stečaj in v tem trenutku smo že imeli namen, da bomo vinari in vinogradniki in pač
smo od tiskrat naprej šli profesionalno v to in danes upam, da smo uspešna kmetija. Ko je šlo Primorje v stečaj, sem pristal na Zavodu za zaposlovanje in prav zavod je pozrihtal eno izobraževanje, ki je bilo pač prav, bi rekel, pisano na kožo meni in sem se tega udeležil in mi je dosti pol pomagalo pri moji dejavnosti oziroma sem začel gledati na naše delo z druge strani. Prej sem si zmeraj mislil, da če imaš dobro vino, je to tu. In prek tega izobraževanja sem gotov, da treba še marsikaj drugega poskrbeti, da to vino dobro prodaš. Leta 2010 smo razvili 170-urni program za brezposelne osebe. To je bil ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev. V prvem delu programa so udeleženci oblikovali lastno dejavnost ter jo nadgradili z elementi kulturne dediščine. V drugem delu pa so pridobivali veščine vodenja samostojne dejavnosti, tržnega komuniciranja, računovodstva, mreženja in ostalih veščin, ki so potrebne za uspešen zagon dejavnosti. In Peter je v programu ustvaril čudovito zgodbo, ki jo je tudi uspešno realiziral. Ja, tudi jaz kot del družine, kot žena sem ga močno podpirala, da si je nabiral nova znanja, kajti takrat smo ustanavljali ravno novo blagovno znamko in nam je prišla prav vsaka nova ideja, nova pobuda, novo znanje. Ja, izkušnje izkušenega človeka, starejša od mene, kot moj tata, so neprecenljive. Vej sigurno neke stvari, ki jih ne da nobena fakulteta ali pa knjiga, bom rekel. Je nekaj več tu. Moram reči, da sem res ponosen, da sem nekaj dosegel, da sem ohranil to, kar sem dobil od mojih prednikov. In še bolj pomembno pa je, da imam tudi družino, ženo, ki mi stoji ob strani in da tudi najstarejši sin, tudi ostale dva otroka pomagata. Sin je že agronom in je prevzema kmetijo, ker en sam bi to težko peljal. Moja plesna pot se je začela v bistvu v enem 5. ali 6. razredu osnovne šole, ko je prišla v Ajdušno plesna šola, Urška. Elis je bila že od majhnega zelo taka zvedava, ne vem kako bi povedala, radovedna za vsako stvar. Hotela je prav vse poskusiti v svojem življenju, kar se je dalo. Od glasbene šole, pa do telovadbe, do ustvarjanja, do ročnih spretnosti, do igralstva, do vsega. In ko je enkrat začela, pravzaprav se je tukaj v Ajdovščini začela plesna šola. Jaz sem šla probat in takoj, ko sem prišla noter v plesno dvorano, sem začutila pač to energijo. Neverjetno, učitelj je bil pač fenomenalen. Tako da jaz sem takrat vedela, evo, in točno tu se je potrjevalo pole s časoma. Jaz sem pač že prvo uro uživala, vsako naslednjo, zmeri bolj. Karkoli se je lotila, je delala s srcem. In to se mi je dopadlo, no. Ko sem odrasla, sem imela pač zelo težko življenjsko preizkušnjo. Meni je tata pač umrl, ko sem bila stara 18 let. In se je tako malo zgodba zasukala. In potem sem takrat za en moment pustila. En moment je bil ful dolg, je bilo res skoraj 1 leto in je bilo ful težko. Pa sem šla na gostinsko, oziroma že prej sem končala še šivilsko, zato ker sem pač spet hotela pač šivati plesne obleke. In sem rekla, ok, bom naredila šivilsko. Tisto sem končala, pa sem šla na gostinstvo. In poleg tega, ko sem jaz že učila, sem rekla, grem še to gostinsko naslednjo stopnjo, se pravi srednjo končati, in sem se vpisala na Ljudsko univerzo. Zdaj, Ljudska univerza, imam tudi ful lepe izkušnje tam in dobre, zato ker je bila, tako se mi zdi, da prijazna do ljudi,
prav zaradi naših popoldanskih aktivnosti ali službe ali česarkoli, smo se lahko celo za urnike tako skupaj nekaj dogovarjali, to mi je bilo super. Tam sem lepo zaključila in pole dalje. Pa sem pač začela uresničevati svojo življenjsko željo, to, da jaz učim plesati. Tukaj mi je izredno lepo. Elis nam da vse, kar nam je največ, ne glede na našo starost, nam da ljubezen do plesa, veselje in predvsem čudovito druženje, ki ne bo nikoli pozabljeno. Ko sem jo spoznala, mi je bila edina plesalka, ki mi je dala največ. Vemo, da v Ljubljani lahko dobim plesni šol, kakorkoli, samo to, kar nam da pa Elis, pa ne dobim nikjer. Pri Elis mi je najbolj všeč to, da te spodbuja k plesu, te opogumlja in to, da ti pomaga, da bi izrazil svoje občutke skozi ples. Je vedno tam zame od otroštva in vedno me je podpirala, spodbujala, motivirala, inspirirala in tako je ona v bistvu moj vzor. Na oder vabim vodjo sektorja za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, gospod Tejo Dolgan in gospod Evo Mermolja, direktorico Ljudske univerze Ajdovščina, da podelita priznanje in nagrade. Najprej bomo glasno zaploskali gospe Veri Kodrič. Iskrene čestitke in povabilo na oder velja tudi za gospoda Petra Ferjančiča. In ob podelitvi priznanja nas bo morda tudi s kakšnim plesnim korakom na odru presenetila gospa Elis Stojko Saliju. Iskrene čestitke vsem, da bo pa fotografija lepa, vas vse skupaj prosim še, da stopimo korak naprej. Mi pa vam bomo še enkrat glasno zaploskali. Iskrene čestitke vsem nagrajencem in naj vam to da še zagona za delo tudi vnaprej. Iskrena hvala tudi podeljevalkama za zdaj. Izvolite. Mi pa bomo zdaj uživali v predstavi učenk baletnega oddelka glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Tole je Šoštakovičev valček v koreografiji Sergeja Semenjuka.
Ja, tako lahkotno so videti in čutiti umirjena obdobja, v katerih rastemo. To nam bi zagotovo lahko potrdili tudi dobitniki priznanj v kategoriji skupnost in podjetje, ki jih spoznavamo v naslednjih minutah. Lepo pozdravljeni v krajevni skupnosti Goče. Je ena od 11 krajevnih v občini Vipava. Smo majhno spomeniško zaščitena vas, ki z leti dobiva na podobi ene lepe vasi. Kljub temu, da smo zaščiteni, se vas Goče razvija. Mislim, da tu kar z leti je opazno, tako da smo ena učna vas, bi lahko rekli, v občini Vipava. Krajevna skupnost Goče se je z Ljudsko univerzo Ajdovščina povezala in s tem začela s študijskimi krožkami tudi v vasi Goče. Anja Godnič in njena ekipa Krajevne skupnosti Goče aktivno gradita ter vztrajno povezujeta ožjo in širšo skupnost z raznolikimi izobraževalnimi, kulturnimi in športnimi aktivnostmi. Ljudska univerza Ajdovščina z njimi sodeluje od leta 2017 na področju študijskih krožkov. Ja, te dejavnosti v krajevni skupnosti so za mene sploh kot župana zelo pomembne, ker to spet ozaveščajo ljudi, ozaveščajo, da so še v okolju, da so še pomembni, da se stvari dogajajo in da je to zelo pomembno za spet krepljenje njihovega znanja, njihovih možgančkov in daje vedeti, da so še zelo pomembni v okolju in da jih tudi tisti mlajši rabimo. Krajevna skupnost Goče deluje tudi z drugimi ustanovami. Ena taka pomembna je tudi Kmetijsko-veterinarski zavod Nova Gorica, kjer se povezujemo z njimi. Na Gočah smo priredili in prirejamo delavnice, kot je rez sadnega drevja. Povezali smo se tudi z biotehniško šolo v Šempetru. Taka druženja oziroma take delavnice so za ljudi, sploh po vaseh, tudi po mestih, zelo pomembna, saj dobijo nova znanja, lahko v uživo vidijo stvari, ki se pripravljajo. Zdaj, jaz sem nova članica krajevne skupnosti tle na Gočah in sem zelo vesela, da se veliko družimo, starejši pa tudi mlajši. Ker dostikrat imajo starejši določena znanja, ki jih mi mladi nimamo, pa nam pole oni tudi tu nam predajo. Mlinotest je podjetje z več kot 150-letno tradicijo in danes zaposluje čez 535 mlinotestovcev. V celotni skupini povezanih družb nas je čez 640. Dobrodošli pri nas. Mlinotest veliko vlaga v razvoj kadrov, v skrb za zaposlene in seveda tudi v izobraževanja. In odgovor oziroma eden od primerov dobrih praks je gotovo tudi Mlinotestova akademija, s katero smo začeli program v preteklem letu. V bistvu je bila Mlinotestova akademija skrben odgovor na naše trenutne in prihodne potrebe, izhajajoč predvsem iz avtomatizacije proizvodnje, iz sprememb, ki se dogajajo na področju zaposlovanja in trga delovne sile. Naš ključen moment pri zaposlovanju novih sodelavcev je predvsem odnos do dela, motiviranost, veselje in odnos do sodelavcev, pri čemer sami poskrbimo, da se tehnična in strokovna znanja pridobijo pri nas, pri naših mlinotestovcih, ki najbolj obvladajo svoje delo. Zato smo najbolj zavzete, najbolj motivirane mlinotestovce, predvsem tiste, ki izhajajo iz proizvodnje, iz delovnih mest peka, upravljalca proizvodnih linij, pakirnih linij, vključili v program Mlinotestove akademije, pri čemer smo posebej ponosni, da smo kot mentorje in predavatelje vključili naše izkušene sodelavce, tehnologe in vodje različnih obratov. S tem smo zagotovili, da so bila znanja hitro prenosljiva v prakso in to je bil naš recept za uspeh.
Izpostaviti gre tudi super sodelovanje z našo Ljudsko univerzo v Ajdovščini, ki nam je pripomogla k temu, da smo res dobro postavili didaktičen program in nas opolnomočila s svojimi strokovnimi znanji iz področja izobraževanja odraslih. V podjetju Mlinotest so izjemno proaktivni in vedno delujejo v smeri iskanja nekih boljših rešitev. Kadar jih povabimo za sodelovanje v projekt ali pa določeno aktivnost, in vedno, ko prepoznajo dobrobit za zaposlene oziroma nek prispevek k razvoju njihovih znanj in spretnosti, so pripravljeni sodelovati. Navdušen sem bil na teoretični in praktični del, ki zelo so pomagali k mojemu karieru razvoju. Po akademiji sem prevzel vodstvo mini pekarne Kobarid in vse, kar sem se naučil v akademiji, lahko prenašam pri moji sodelavci naprej. Podjetje je zavezano k rasti in k razvoju zaposlenih in spada tudi izobraževanje zaposlenih in njihov razvoj in skrb za njih spada v ene temeljne vrednote našega podjetja. Glede na to, da v procesu formalnega izobraževanja teh poklicnih kvalifikacij, kakor jih mi potrebujemo, pek, testeninar, upravljalec stroja, jih je čedalje manj, potem je skoraj nujno, če želimo ohranjati nivo kakovosti izdelkov, varne hrane, produktivnosti naših zaposlenih, da to izobraževanje izvajamo sami interno, zato tudi pač akademija in zato tudi ta naša zavezanost k izobraževanju. Podelitvi priznanj vnovič vabim gospod Dolgani in gospo Mermolja. Seveda jih lahko pospremimo tudi njiju z enim velikim aplavzom. Še z bolj bučnim aplavzom pa bomo najprej pospremili predstavnico krajevne skupnosti Huče, gospo Anjo Godnič. In predstavnika podjetja Mlinotest, gospoda Danila Kobala, predsednika uprave Mlinotest. Še za vas ena skupna fotografija, se premaknemo za 2 koraka naprej, se nasmehnemo in mi še enkrat zvadimo aplavz. Iskrene čestitke, uspešno delo še naprej, naj vam ne zmanjka motivacije. Se vidimo na nedeljskem izletu na Hučah. In na Pašta festu, ki bo tudi kmalu, kaj ne? Upamo, da ne bo dežja. Hvala tudi podeljevalkama. Mi pa nadaljujemo še z enim izvrstnim mladim talentom in skladbo, ki se tako lepo poje, da bo po današnjem dogodku zagotovo še dolgo odzvanjala v ušesih. Mikol Kovšca in Drevo.
Bog. To življenje moje je kot album poln slik, vse pomladi, vse jeseni. Zdaj pa jaz posadim drevo, ki bo raslo visoko v nebo. Nebo, nebo, še bo tu, da napolni dušo, tudi ko naju več ne bo. Še bo stalo tu drevo, še ko naju več ne bo. Obljubi mi, da boš prišel pod krošnjo še kdaj, ko življenje te smoti. Se bo spomnil srcem, da lepo ti bo lepo. To ljubezen moja je kot album poln slik, vse pomladi, vse jeseni. Zdaj pa jaz posadim drevo, ki bo raslo visoko v nebo. Nebo, nebo, še bo tu, da napolni dušo, tudi ko naju več ne bo. Še bo stalo tu zato. Zdaj pa jaz posadim drevo, ki bo raslo visoko v nebo. Nebo, nebo, še bo tu, da napolni dušo, tudi ko naju več ne bo. Še bo stalo tu. Mikol, pridi še enkrat. Pridi, Mikol. Mikol, najlepša hvala. Čez nekaj let bomo zate navijali na Eurosongu. Velja? Hvala. Ja, zdaj pa jaz posadim drevo, ki bo raslo visoko v nebo. Le kdaj si je te besede rekla današnja gostiteljica, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina, gospa Eva Mermolja, in kolikim mladikam je skupaj s sodelavci zagotovila pogoje, da danes rastejo v znanju kot mogočna drevesa. Morda nam tudi na to vprašanje odgovori v naslednjih minutah. Spoštovani, vabljeni k besedi. Dragi gostje, danes torej postavljamo v ospredje vseživljenjsko učenje. Tako bo tudi v naslednjih nekaj tednih, ko bomo številnimi dogodki predstavljali številne možnosti in tudi priložnosti za učenje v posameznih lokalnih okoljih po vsej Sloveniji. Z dogodki v tednih vseživljenjskega učenja ozaveščamo o vseprisotnosti
in tudi pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih in za različne vloge, ki jih kot posamezniki prevzemamo. Spodbujamo k vključevanju v programe izobraževanja in tudi k aktivnemu sodelovanju v družbi znanja. V strateških razvojnih dokumentih predstavlja prav vseživljenjsko učenje enega pomembnejših elementov razvoja. Poudarjen je njegov pomen za razvoj znanj in spretnosti v dobrobit slehernega posameznika in skupnosti. Ena od osrednjih tem letošnjih tednov vseživljenjskega učenja je Evropsko leto spretnosti, ki ga je Evropska komisija razglasila, da bi vseživljenjskemu učenju dala nov zagon. Prizadevanja so usmerjena v spretnosti za delo. Izobraževalci se zavedamo, da je razvoj spretnosti za delo eden od pomembnih vidikov vseživljenjskega učenja in izobraževanja. A če na eni strani poudarjamo mero zaposljivosti in prispevek k gospodarskemu razvoju, pa je potrebno, ko govorimo o vseživljenjskem učenju, gledati bolj celostno. To smo danes tudi že slišali in nikakor ne smemo pozabiti na njegov pomen za kakovost življenja, kulturni in socialni razvoj posameznika, pa tudi razvoj skupnosti. Verjamem, da se vsi tukaj zbrani še kako zavedamo pomena vseživljenjskega učenja, veliko smo danes o njem že slišali. Zakaj je tako pomembno, smo lahko razbrali tudi skozi zgodbe navdihujočih posameznikov in skupin, dobitnikov priznanj, ki smo jih danes predstavili. Prepričana sem, da so se nas zgodbe dotaknile in nas nagovorile. Verjamem tudi, da se z današnjim dnem še malce bolj zavedamo odgovornosti, ki jo nosimo za razvoj lastnih znanj, pa tudi vpliva, ki ga imamo na učenje drugih. S svojimi odločitvami in delovanjem, kot posamezniki v različnih vlogah, kot odločevalci, izobraževalci, učeči se posamezniki in pripadniki različnih skupnosti. Današnji program je povezoval motiv drevesa. Drevo lahko predstavlja simbol za marsikaj. Lahko ga razumemo kot simbol moči, modrosti, plodnosti in nasploh življenja samega. Najpomembneje za drevo je, da raste in obrodi plodove. Kajti rasti pomeni biti živ. Resnično žive nas naredi to, da se želimo spreminjati in razvijati, da si želimo delovati tukaj in zdaj. Tako kot drevo se tudi sami krepimo in pridobivamo nova znanja in izkušnje in vse življenje rastemo. Dovolite, da se na tem mestu zahvalim občini Ajdovščina in Andragoškemu centru Republike Slovenije za soorganizacijo dogodka, Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pa za finančno podporo. Cenjeni visoki gostje, spoštovani dobitniki priznanj, gospe in gospodje, hvala vam, da ste danes z nami tukaj, da ste sooblikovali ta današnji dogodek in skupaj z nami otvorili tedne vseživljenjskega učenja. Čisto za konec bomo prisluhnili še Buri v izvedbi Nika Bajca. Po uradnem delu programa pa vas že sedaj prijazno vabim, da nikar ne hitite domov, ampak se nam pridružite v avli, kjer smo za vas pripravili pogostitev. In za konec vam želim prijetno druženje in uspešne tedne vseživljenjskega učenja. Hvala. Najlepša hvala tudi gospe Mermolja za te besede, ki naj služijo v naslednjih tednih kot dobra popotnica. Iskrena hvala pa tudi vsem vam, dragi gostje. Dovolite pa, da dogodek zaključim z mislijo, ki se mi zadnjih pravzaprav nekaj let neprestano podi po mislih. Zakaj je v Zgornji Vipavski dolini toliko uspešnih podjetij, skupnosti in posameznikov? In odgovor je pravzaprav dokaj preprost. Drevo, ki je sposobno kljubovati ajdovski buri, bo zagotovo našlo priložnost, da svoje seme zasadi tudi v svetu. Zaploskajmo Niku Bajcu in Buri, kot je direktorica ukazala, po dogodku se srečamo v avli dvorane. Vsem prijeten dan in srečno!
Ena, dva. En lep pozdrav vsem skupaj. Če mi dovolite, bi predstavil mojega glasbenega, bi rekel, prijatelja, soustvarjalca. Prosim en aplavz za Samota Turka. Hvala Ljudski univerzi, občini Ajdovščina ter vsem ostalim za organizacijo tega dogodka. Za vas bova vam zaigrala eno pesem, upam, da vam bo všeč. Naslov je pa Burja. Ko jo ni, ne vem, ali sem doma. Ma ke zapiha, sem pa hvišen, da je tu kraj, ke se kliče Vajdušna burja. Piha burja, burja. Sankerata, ki je konc tega neurja, že pred nami so vedli, zakaj je hram. Da nam ne odpihne tisti žlahtni sučen salam. Tudi trto, če popiha, rozd je še malčk bolj zadiha. Tu dobro ve vinar, ki jo vino hredi vsak dan. Piha burja, ma burja. Pa bo za streho spet 2 jurja. Burja, piha burja, ma burja. Ko se prije, pihne še do morja. Imamo močno zgodovino. Castra ad fluvium frigidum. In že takrat si zabrila, kdo je glavni, potrdila. Kar skriveš ti, imamo tudi mi. Burja, piha burja, burja. Prav zažviža, da ne rabimo niti trubadurja. Piha burja.
Hvala.